Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih. Dober večer in lepo pozdravljeni. V nocojšnji oddaji Luč v temi boste slišali več prispevkov. Najprej bomo govorili o postavitvi spominske table na zgradbi, kjer je leta 1919 začel delovati prvi slovenski zavod za slepe in slabovidne. Dotaknili se bomo okrogle mize z naslovom Izobraževanje slepih in slabovidnih, zaton ali pričetek nove ere. Okroglo mizo je v začetku meseca junija izvedla Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije. Z našim mikrofonom smo zabeležili tudi utrinke iz likovne delavnice, ki jo je v Trenti izvedlo Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih iz Nove Gorice. Prisluhnili boste lahko tudi napovedniku revije Rikos in še nekaj obvestil imamo za vas. Najprej pa harmonika, Benjamin Škrab s svojimi prijatelji. Osvajat te ne smem. Ko žalost bo mojih očih, si pisem to bom zavrtil, da se spomin bo vrnil tja, kjer ljubezen dom ima. Vem, našla si boš drugega, življenju sreče, ki želim. A spomni se, le kdaj na mi, na dan, ko dal sem ti srci. A spomni se, le kdaj na mi, na dan, ko dal sem ti srci. 5. junija v tednu slepih je pred ginekološko kliniko v Ljubljani potekala slovesnost, na kateri so odkrili spominsko ploščo na zgradbi, v kateri je leta 1919 začel delovati prvi slovenski zavod za slepe. Slavnostna govornica na tej prireditvi je bila predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar. Prisluhnimo njenemu nagovoru. Dober dan. V tednu slepih, ki poteka vsako leto prvi teden junija in je namenjen ozaveščanju videčih o potrebah in prilagoditvah, ter tudi izzivih, s katerimi se v življenju srečujejo slepi in slabovidni. Ni namenjen samo ozaveščanju, ampak predstavlja resen opomnik vsem odločevalcem, ki bi morali slepim omogočiti, da bi vse pravice, zapisane v Konvenciji o pravicah invalidov in tudi v Ustavi Republike Slovenije, lahko vsak dan koristili in diskriminacije slepih ne bi nikoli izkusili. Dovolite pa, da se najprej zahvalim vsem društvom slepih, združenih v Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije in še posebej vodstvu zveze, ki tako vztrajno in predano opominja, predlaga in zagovarja pravice vseh slepih in slabovidnih v Sloveniji. Samo slepi najbolje veste, kaj vse potrebujete in kaj vas ovira pri popolni vključitvi v našo družbo, ki je naš skupen družbeni cilj, zato je prav, da nas na to opozarjate. Da nas večkrat opomnite, da je izmed 5 čutil ravno oko tisto, ki sprejema največ informacij, kar 83%, in je zato razumevanje vaših potreb za vsakodnevno življenje in pomoč celotne družbe tako zelo pomembno. Skupnost, solidarnost in sodelovanje nas delajo močnejše in z njimi bo svet, sem prepričana, boljši za vse. Zato podpiram in spodbujam vaše vključevanje v javne razprave, predvsem o vseh zakonih, ki bistveno vplivajo na vaše življenje in delo. Pa naj bo to zakon o dolgotrajni oskrbi ali pa spremembe zakona o osebni asistenci. Nedopustno je, da kljub sprejetemu zakonu o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij prihaja do hudih kršitev vaših pravic. Ene najhujših so digitalne aplikacije za dostop do osebnega zdravnika v zdravstvenih domovih, ki povsem spregleda vaše potrebe. Danes obeležujemo 200 let pisave Brajice, ki za vas predstavlja okno v svet, dostop do znanja, izobrazbe, kulture in umetnosti. A še vedno se srečujete s hudimi težavami pri pretvorbi slovenske knjižne produkcije, učbenikov, delovnih zvezkov in drugih pripomočkov za šolanje v dostopne formate za slepe, kot so Brajica, Zvok
digitalna oblika ali po potrebi povečan tisk. Upam, da nas bodo ta teden na različnih prireditvah slišali vsi, ki morajo omogočiti preboj na področjih, ki vas tako zelo omejujejo. In ve se, največ težav je na področju vzgoje in izobraževanja, zato mi je žal, da danes resornega ministra ni z nami, in tudi zaposlovanja. Žal mi je tudi, da niste našli skupnega jezika v Nacionalnem svetu invalidskih organizacij in se sami borite za izboljšanje pogojev in izenačevanje možnosti slepih in slabovidnih pri vključevanju v slovensko družbo. Pomembno pa je tudi ozaveščanje videčih. Da bi preprečili povečanje števila slepih starejših oseb, je izjemno pomembno tudi, da starejše opozarjamo, da so pozorni na težave z očmi in da pravočasno poiščejo zdravniško pomoč, kajti napredek medicine, tudi na področju oftalmologije, učinkovito preprečuje slepoto v starosti. Življenje s slabovidnostjo ali s slepoto močno zaznamuje vaša življenja, pa tudi življenja vaših svojcev. A čeprav ne vidite, ste pomemben in dragocen del skupnosti, ki tudi zaradi svoje omejitve unikatno prispevate na različnih področjih družbenega življenja. Alen Kobilica, ki je v mladosti oslepel po operaciji, vedno poudarja, da moraš ostati optimist. Zato se strinjam z njim. Moja sodelavka Mirjam Možgan je ob smrti očeta, ki je oslepel v starosti, kar se dogaja številnim starejšim, zapisala: Odšel je človek, ki je ždel v temi in oddajal svetlobo. Danes bomo z odkritjem spominske plošče na stavbi, v kateri je deloval prvi slovenski zavod za slepe, obeležili 200-letnico obstoja Brajce in se poklonili vsem, ki so kljub slepoti dosegli pomembne dosežke na različnih področjih in so spodbuda ter vzgled vsem slepim, pa tudi videčim. Od srca torej hvala vsem, ki prispevate k boljši prihodnosti slepih in slabovidnih in se trudite za vključujočo družbo. Srečno vsem in hvala lepa čisto vsem, ki ste se udeležili te naše slovesnosti. Prav je, da nas čim več sliši, s kakšnimi težavami se slepi in slabovidni soočajo. Vsi tisti, ki smo tukaj, pa imamo eno samo nalogo, prenesti to naprej na tiste okrog nas. Hvala lepa. Pobudnik postavitve spominske plošče na zgradbi, v kateri je deloval prvi slovenski zavod za slepe, je bil gospod Stane Padežnik, sicer predsednik Komisije za muzejsko dejavnost pri Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije. Ob tej priložnosti je zbral nekaj zgodovinskih podatkov o delovanju tega zavoda. Slepi in slabovidni želimo ustvarjati zapuščino, ki bo vidna, in kulturno dediščino, ki bo pričala o tem, da smo prisotni sredi družbe in da jo soustvarjamo. S tem namenom sem predlagal, da bi namestili spominsko ploščo, ki bo pričala, da se je tukaj nekaj pomembnega dogajalo, da je izobraževanje slepih potekalo in to, kot smo že slišali, od 1919. leta naprej. Kako se je pričelo? Seveda, poverenik za socialno skrbstvo Albin Prepeluh je že po prvi svetovni vojni imenoval 10-članski kuratorij, ki je imel nalogo oskrbeti slepe in ustanoviti šolo za slepe. V tem kuratoriju so delovali 3 zdravniki, posebej pa bi izpostavil še posebno 2 vrhunska strokovnjaka za oftalmologijo. No in tako, kot smo prej že slišali, so našli prostore za ustanovitev prvega zavoda za slepe v prostorih nekdanjega azilnega centra za neozdravljivo bolne v tej stari porodnišnici oziroma ginekološki kliniki. Ampak v tej kliniki so delovali konkretni ljudje in na nje ne smemo pozabiti, na strokovnjake. Danes imamo priložnost, da počastimo svoj spomin na te pionirje prvega izobraževanja slepih in to so še posebno bili naprimer Josip Simončič, Franica Vrhunc, potem Franc Dolinar in Josip Kobal. Josip Simončič je bil prvi upravitelj zavoda in tudi začasni vodja šole. On je imel nalogo, da
poskrbi za namestitev in izobraževanje slepih vojakov, torej otrok in starejših v tem zavodu, medtem ko teh oslepelih vojakov je precej pripeljala iz Graškega zavoda v Ljubljano Franica Vrhunc, tedaj še redovnica, usmiljenka, imenovana sestra Klara. Namestili so jih v nekdanji belgijski vojašnici na sedanji Metelkovi. V tem zavodu so ji zaupali pedagoško vodstvo, vendar je tudi učila gospodinjstvo, petje in glasbeni pouk oziroma klavir. Pouk pa je bil organiziran po vzoru na Graški zavod za slepe, tako da so se učili torej pisanja in branja brajice, tipkanja na brajopisalni stroj, pa tudi na Kleinov iglopis. Posebno pozornost so posvečali tehničnemu pouku, pa tudi ročnim spretnostim, glasbeni vzgoji, poučevanju raznih torej inštrumentov in nastopanju in javnemu nastopanju. Veliko teh, pa nekaj 15 takih inštrumentov, več kot 100 let starih, imamo še zdaj ohranjenih. Seveda niso v idealnem stanju, pa vendar so spomin nekega časa. Potem Franc Dolinar je prevzel poučevanje pletarstva in ščetarstva. Bil je slep mojster pletarstva, ki se je zato izučil v Graškem zavodu za slepe. Je pa tudi seveda pomemben kot soustanovitelj prve invalidske organizacije na Slovenskem, podpornega društva slepih, ki je bilo ustanovljeno 7. novembra 1920. No in potem imamo tukaj še Josipa Kobala, ki je prišel za ravnatelja v zavod za slepe 1. decembra 1920. leta. On je hotel narediti šolo za slepe zelo sodobno, moderno, je pa tudi sestavil prvi abecednik za slepe in je s tem nadgradil brajico v slovenskem jeziku. Njegova zasluga je tudi, da je postavil temelje poklicne kvalifikacije in rehabilitacije slepih. Navsezadnje moramo se spomniti tudi na Frana Bonača, on je bil pa vojaški kurator in tudi torej, poučeval je verouk, bil je velik prijatelj slepih, spremljal jih je na izletih, na romanjih, na nastopih in potem, ko se je zavod 20. junija 1922. leta preselil v Kočevje, je zapisal v Slovencu, da mu je žal, da so odšli v Kočevje, da pa je zavod za slepe deloval kot nek konzervatorij, kajti iz njega se je neprestano slišalo igranje na inštrumente različne in otroci so in seveda tudi odrasli hiteli se učiti pisanja in branja v brajici. Seveda pa oziroma Ljubljančani pa niso imeli menda posluha za slepe. Seveda na tem mestu upamo, torej ne samo Zveza društev slepih slabovidnih, ampak tudi mi posebej še Komisija za muzejsko dejavnost, da bo sodobna država, odločevalci imela še več posluha za izobraževanje slepih in slabovidnih, pa tudi, da bo finančno in drugače podpirala ohranjevanje in varovanje kulturne dediščine slepih in slabovidnih, za katero si prizadevamo jo ohraniti ter ustanoviti muzej slepopisja, Slovenski muzej slepopisja. Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih. Če smo v prejšnjem prispevku govorili o tem, kako je izobraževanje slepih in slabovidnih potekalo na slovenskih tleh pred 100 leti, pa lahko žal ugotovimo, da smo tudi danes pred številnimi izzivi, ki to področje delajo še kako aktualno in zastavljajo mnoga vprašanja. In Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije je v ta namen organizirala okroglo mizo, na katero so bili povabljeni številni strokovnjaki z namenom, da bi pogledali, kako in kje je izobraževanje slepih in slabovidnih v Sloveniji in kako naprej.
Okroglo mizo je torej organizirala Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, potekala je 11. junija v prostorih Univerzitetnega centra Soča v Ljubljani. Ena od glavnih organizatoric pa je zdaj z nami, to je Brigita Kosi, strokovna delavka službe Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Brigita, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Kakšen je bil namen te okrogle mize? Na področju vzgoje in izobraževanja slepih in slabovidnih otrok v zadnjem obdobju prihaja do številnih sprememb in izzivov. Mnoga vprašanja nimajo odgovorov. In takšna situacija je za otroke in starše precej težka in prinaša mnogo negotovosti. Zato smo se odločili, da pripravimo to okroglo mizo, na kateri smo za isto mizo povabili ključne akterje na tem področju. Želeli smo, da bi čim več vprašanj dobilo konkretne odgovore. In kdo so bili tisti, ki so bili povabljeni za to okroglo mizo? Predsednik zveze, gospod Matej Žnuderl, gospa magister Polona Šolen-Vrbin z Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, gospa Dragana Žunič z Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, gospa ravnateljica Centra Iris Romana Kolar, docentka dr. Ingrid Žolgar z Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, dr. Jogan Bavčar, ambasador slepih in slabovidnih. Njegov prispevek je prebral tajnik zveze Štefan Kušar. Predstavnica tiflopedagoške stroke, gospa Eva Škrlec-Velkavrh, gospa Ana Panjan, ki je psihologinja na osnovni šoli Poljane, gospa Eva Završnik, ki je na isti šoli spremljevalka slepega otroka, ter predstavnica staršev slepih in slabovidnih otrok, ki se združujejo v okviru zveze, gospa Suzana Panič. Lahko bi rekli, da pravzaprav je bila zajeta resnično celotna stroka in tudi politična oblast, ki vpliva na to. Na katere pereče probleme ste predvsem izpostavili? Vemo, da jih je zelo veliko, gotovo so bili starši tisti, iz katerih ste izhajali, njihove izkušnje otrok. Res je. V času, ko smo raziskovali razsežnost izzivov ali pa problemov, smo ugotovili, da je teh res kar precej. Jaz bom tukaj izpostavila tiste, ki najbolj bodejo oči, tiste, s katerimi se v tem trenutku najbolj ukvarjamo, so najbolj aktualni. Združevanje slepih in slabovidnih otrok in otrok z motnjami avtističnega spektra v okviru Centra Iris je za slepe in slabovidne otroke in njihove starše kar velik izziv. Saj se potrebe slepih in slabovidnih in otrok z motnjami avtističnega spektra kar precej razlikujejo in tudi funkcioniranje v teh dveh skupin otrok se zelo razlikuje. Zato se otroci, posledično pa tudi starši, kar pogosto znajdejo v stiski, ker otroci povedo, da si ne upajo več sami po hodnikih, motijo jih kriki iz drugih prostorov, motijo njihovo koncentracijo in podobne stvari. Selitev Centra Iris je za slepe in slabovidne kar velik problem, še posebej zato, ker smo pred nekaj desetletji izgubili drugo strokovno ustanovo, ki je takrat zagotavljala slepim in slabovidnim srednjo šolo in rehabilitacijo. In je mnoge slepe in slabovidne ljudi strah, da bi se nekaj podobnega lahko zgodilo tudi s Centrom Iris, ki je v tem trenutku še edina strokovna ustanova, ki deluje na področju vzgoje in izobraževanja za slepe in slabovidne. Pomanjkanje kadra je res izjemno velik problem, ker za delo s slepimi in slabovidnimi je bila v Sloveniji do zdaj izobražena samo ena generacija tiflopedagogov. To pomeni strokovnjakov, ki znajo slepe in slabovidne naučiti vsa ta specifična znanja, ki jih potrebujejo za samostojno in dobro življenje. In mnogi od teh mladih ljudi so si v tem času poiskali službo tudi na delovnih mestih, kjer nimajo neposrednega ali pa sploh nikakršnega stika s slepimi in slabovidnimi. Tako da je res še precej majhno število tiflopedagogov, ki delujejo še vedno na področju slepih in slabovidnih in se to na različnih področjih kaže kot zelo pereč problem. Tako pri
delu centra Iris, kot pri podpori inkluziji, kot pri podpori staršem, podpori zgodnji obravnavi. Na res številnih področjih se ta problematika prihaja na dan. Prilagajanje učnega gradiva je naslednji res velik problem. Za večino otrok je samoumevno, da v času poletnih počitnic dobijo učbenike, delovne zvezke in skratka vse, kar potrebujejo za šolsko delo. Žal tukaj tega za slepe in slabovidne otroke ne moremo reči. Slepi in slabovidni otroci, pa tudi njihovi starši, do zadnjega ne vedo, ali bodo njihovi otroci zares imeli vse učbenike, bodo imeli 1. septembra učbenike v celoti, jih bodo dobivali preko celotnega šolskega leta po delih, tako da verjetno si vsak od nas zelo lahko predstavlja, da mora biti to zelo stresna situacija zanje. Pomanjkanje osnovnih pripomočkov za šolsko delo ter zelo visoke cene teh pripomočkov so naslednji problem. Zelo veseli smo, da se ne soočamo več s tem, da bi slepi imeli težave s pridobivanjem brajevih vrstic, ampak tukaj je še kar nekaj drugih pripomočkov, ki jih slepi in slabovidni otroci nujno potrebujejo za to, da se enakovredno vključujejo v učni proces, pa je te pripomočke precej težko dobiti, in tako kot sem že omenila, so njihove cene kar visoke. To pomeni, da za elektronsko lupo, ki jo en slaboviden otrok potrebuje za šolsko delo, ni nič neobičajnega, če mora družina odšteti 3500 evrov, pa dajem samo kot primer. Učitelji sporočajo, da je zanje velik problem to, da ne dobijo dovolj podpore pri vključevanju slepega in slabovidnega otroka v učni proces. Na to isto stvar opozarjajo tudi starši, še posebej starši otrok v inkluziji. Če si predstavljate, velikokrat že pri običajnih otrocih se zastavljajo vprašanja in izzivi in ne vemo čisto točno, kako bi kakšno stvar najbolje izpeljali. Takšnih izzivov pa vprašanja pa pri slepih in slabovidnih otrocih še mnogo, mnogo več. Zato je ta podpora res ključna. Naslednja stvar, na katero smo opozorili, je slab in nestimulativen položaj spremljevalcev slepih in slabovidnih otrok. Slepi in slabovidni otroci imajo v šolah možnost in pravico do spremljevalca. Spremljevalec pa nudi pomoč pri mnogo več stvareh, kot je zgolj samo spremstvo. Zato je izjemno pomembno, da ima dovolj izkušenj in tudi dovolj znanja, da lahko slepemu otroku pomaga na način, da je to njemu res v pomoč, ne pa da je v resnici še manj izključen iz družbe svojih vrstnikov. Plačilo spremljevalcev je precej nizko in tudi nikakršnega sistema napredovanja, nikakršen tak sistem napredovanja ni urejen. Zato spremljevalci pogosto v kratkem času iščejo nove zaposlitve in nove možnosti. Naslednji izziv je bilo izvedeti število slepih in slabovidnih otrok v Sloveniji, kar pa je zelo pomembna informacija, da sploh vsi skupaj vemo, za koliko otrok je neka stvar pomembna. Recimo, koliko otrok bo potrebovalo učbenike v brajici, koliko otrok bo pravzaprav potrebovalo spremljevalca, koliko otrok bo potrebovalo nek tehnični pripomoček. Ali smo dobili kakšne konkretne odgovore oziroma zagotovila? Nekaj zelo konkretnih odgovorov smo dobili in tega smo tudi zelo veseli. Je pa vsekakor lažje zastavljati vprašanje, kot pa pri tako kompleksnih izzivih nanje trositi odgovore. Sogovorniki so nam zagotovili, da bo center Iris tudi v bodoče namenjen slepim in slabovidnim, česar smo res izjemno veseli. Saj je strokovna ustanova, ki skrbi za vzgojo in izobraževanje, za samostojnost in polno življenje slepih in slabovidnih otrok ključnega pomena. Veseli smo tudi, da je gospa Dragana Žunič podala zelo jasne informacije glede števila slepih in slabovidnih otrok v Sloveniji. Jasno je bilo tudi povedano, da je podlaga za združevanje slepih in slabovidnih otrok ter otrok z motnjami avtističnega spektra predvsem ekonomske narave, zato bo na tem področju v bodoče potrebna posebna skrb in pozornost.
Sogovorniki so nam zagotovili, da je program za usposabljanje tiflopedagogov že pripravljen in čaka na potrditev, tako da upamo, da bodo vrste tiflopedagogov v čim krajšem času dopolnjene z novimi močmi. Trenutno pa je izjemno pereč problem področje prilagajanja učbenikov. Glede na to, da ministrstvo v zadnjem času izkazuje posebno pozornost temu področju, upamo, da se bo tudi to v čim krajšem času poznalo tudi v praksi. To so tisti najbolj konkretni odgovori. Torej, Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije pa je tudi na podlagi vseh dosedanjih izkušenj, tudi mnenj staršev, stisk, ki jih doživljajo, zavzela nekatera konkretna stališča. Jih lahko pogledava? Z veseljem. Slepota in slabovidnost je ena najtežjih oblik invalidnosti, saj človeku odvzame kar 85% zaznavanja vseh informacij. Možnost dostopa do širšega in ožjega okolja ter posledično vpliva na izjemno širok spekter področij človekovega življenja. Kompleksnost te vrste invalidnosti terja zahtevno strokovno podporo različnih strok. Zgodovina dokazuje, da je kombiniranje slepih in slabovidnih otrok z otroki z drugimi vrstami posebnih potreb neprimerno in nestrokovno. Slepi in slabovidni otroci so v prvi vrsti otroci, tako kot vsi ostali. Zato smo dolžni zagotavljati vse z Ustavo Republike Slovenije in zakoni določene pravice ter možnosti kot vsem ostalim otrokom. Slovenija nujno potrebuje sodoben strokovni center za slepe in slabovidne, ki bo skrbel za razvoj, organizacijo in podporo vzgoje in izobraževanja slepih in slabovidnih. Kontinuirano izobraževanje tiflopedagogov je ključnega pomena za zagotavljanje ustreznega procesa vzgoje in izobraževanja slepih in slabovidnih otrok, za kar pričakujemo ponovno uvedbo študija tiflopedagogike na terciarni ravni na eni od pedagoških fakultet na področju izobraževanja v Republiki Sloveniji. Inkluzija slepih in slabovidnih otrok brez široke in kvalitetne timske strokovne podpore ni mogoča. Obvezno zgodnje odkrivanje slepih in slabovidnih otrok in celostna zgodnja obravnava otroka in družine je ključna za optimalen nadaljnji razvoj otroka. In to so stališča zveze. Gospa Brigita Kosi, iskrena hvala za tale prispevek v naši oddaji in upamo, da Slovenija ne bo, tako kot že mnogokrat v preteklosti, slepih znova porinila na stranski tir in da se bodo tudi vremena na tem področju zjasnila. Hvala Zvezi slepih za vse, kar dela na tem področju. Hvala tudi vam za priložnost, da smo to delili s poslušalci. Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih. V osrčju Triglavskega narodnega parka v dolini Trente je potekala že tradicionalna likovna delavnica za slepe in slabovidne, ki jo vsako leto organizira Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih iz Nove Gorice. Delavnico vodita diplomirana slikarka Stanka Golob in akademska slikarka Jana Dolenc. Prisluhnimo, kako sta strnili svoje vtise. Sem Stanka Golob iz Grafovega ob Bači. Že 30 let slikam z peskom in to s peskom naravnih barv iz cele Slovenije in presjanim na različne debeline. Od debeline moke pa do 1 centimetra. Ko sem začela s tem delom, sem ugotovila, da debelejši pesek približa stvari na sliki, bolj droban pa oddali. Ko sem pa imela razstavo pred 12 leti v društvu slepih v Kopru in jim pustila otipati slike, me je ena gospa prosila, če bi lahko vodila delavnico za slepe, zaradi tega, ker je tipanje teh slik, teh peskov, podobno kakor branje Brajeve pisave. In jaz sem imela 1 leto časa, da sem to vse naštudirala, kakšna je razlika med tistimi, ki imajo vidno izkušnjo in tistimi, ki nimajo vidne izkušnje in se po likovni plati pripravila na to delavnico.
Prav leta 12 sem tudi diplomirala na Višji šoli za risanje in slikanje v Ljubljani in posledično prejšnjih izobraževanj, ko sem se izobraževala več kot 20 let po likovni smeri, sem dobila dovolj znanja, da sem lahko to tudi izpeljala. In prva je bila mednarodna delavnica za Madžarsko, Hrvaško in Slovenijo. Potem pa me je povabil predsednik Društva slepih in slabovidnih iz Nove Gorice in z njimi zdaj sodelujem že 11. leto. Imeli smo vsaj eno, včasih tudi 2, 3 delavnici na leto in člani so bili zelo zadovoljni, posebno jaz sem se v glavnem ukvarjala s popolnoma slepimi, ki imajo popolno okvaro vida, zato ker so lahko otipali stvari, ki so jih naredili in veliko se lahko sami pomagajo z izrezovanjem šablon na otip. Tako da izrežejo šablono in potem polepijo lepilo in si izberejo barvo in debelino peska, jim ga pač asistent prinese in tako lahko naredijo sliko po svojem izboru, po svoji želji in jo lahko otipajo. Tako da so zelo zadovoljni in kadarkoli je delavnica razpisana, je takoj zasedena in delam pa te stvari, tudi delavnice za osnovne šole, za zavode s posebnimi potrebami, za domove upokojencev. Delam kot dobrodelnost, namesto za prispevkov za Rdeči križ, Karitas, Unicef, imam jaz te delavnice in vedno zelo lepe odzive. Tako da sem res so naporne, ampak po drugi strani pa duševna obogatitev. Spoznaš mnogo ljudi, njihove in jim spodbujaš samozavest. Ko lahko naredijo nekaj, kar prej niso mislili, da jim bo uspelo, se njihova samozavest dvigne in ti dnevi na delavnici so jim v veliko veselje. Moje ime je Jana Dolenc, sem akademska slikarka in letos 4. sodelujem pri likovni koloniji za ljudi z okvarami vida. Predvsem se ukvarjam s tistimi, ki so ali nekoč videli in postali slepi ali pa slabo vidijo. Se pravi, imam čez bolj slikarski del kot del z otipnimi materiali. Čeprav pri tistih, ki so postali slepi, to pokombiniramo, se pravi, da se uporablja barva po njihovem naročilu, pomagam jaz zmešati, kar nadgradimo še z otipnimi materiali, da vejo, kje kaj je. Si pa oni lahko tako sliko predstavljajo, za razliko od teh, ki so bili od rojstva slepi, ki se pa izključno uporabljajo otipne materiale in tudi njihova predstava gre samo v to smer, ne v smer barvitosti. Z velikim veseljem prihajam na te delavnice, ker poskušam jaz nekaj dati tem, ki pridejo na to delavnico, ampak tudi sama dobim veliko nazaj, seveda pozitivnega feedbacka, pa tudi spoznanje, da kakršnekoli ovire, kdor jih ima, da jih je mogoče premagati z voljo in so mi v bistvu te ljudje zgled. Tako torej likovno delavnico doživljata voditeljici delavnice. Kako pa jo doživljajo umetniki? Z našim mikrofonom smo se pomešali tudi mednje in zabeležili izjavi Karmen Vogrič, ki ustvarja kot slepa, in Vilme Ipavec, ki ustvarja kot slabovidna. Jaz mislim, da sem zdaj na teh delavnicah že 6. ali 7. točno ne vem. Je pa to meni zelo blizu, ker sem že po duši nekakšen umetnik, rada sem že v otroštvu tudi ustvarjala, risala, pa z barvami, svinčnikom. Kasneje pa, ko sem vid izgubila, je to ostalo skoraj nemogoče, dokler nismo odkrili Stanke, ki se ukvarja z peskom, v bistvu s peskom dela ona vse slike, in ker je za nas ta stvar otipljiva, mi je zelo ratalo všeč, ker lahko tudi slepi s tem peskom ustvarjamo. In mislim, da sem
v bistvu uživam v teh delavnicah, a ne. Ker se tudi vse sprostiš, lahko narediš kaj, kar si želiš, dobro s pomočjo tudi mentorju, a ne, ampak vseeno potem imaš v končnem izdelku eno svoje zadovoljstvo tudi. In to je to so delavnice res, v bistvu, ker lahko res tudi slepi uživamo na njih. Jaz sem Vilma, stara sem 75 let, prav v kratkem bom imela 75 in slabovidna sem kakih 8 let. Zelo težko sem sprejela pač to slabovidnost, ker imam degeneracijo rumene pege. Drugače pa zmeraj od nekdaj sem bila ljubitelj umetnosti in samo velik udarec je bil to za mene, pač, ker sem se lih dobro naučila, potem ko sem se upokojila, teh veščin risati in v glavnem se je kmalu končalo, ne. Po 7 letih sem obiskovala razne kolonije, te slikarske, v naši vasi tam v Oseku in potem sem se včlanila v to društvo slabovidnih in v Gorici, ki so zelo aktivni, imajo te delavnice, letos sem drugič tukaj v Trenti, ker sem dolgo odlašala, nisem hotela postati del slabovidnih, potem sem se levo okrežila in sem šla v društvo. No, zdaj sem drugo leto in zelo mi je tukaj prijetno, prvič je ambient in ljudje so dobri, vsi mi se razumemo, zelo smo prijateljski med sabo, tudi če imamo vsi težave, en več, en manj. Letos imamo tematiko risanja ali pa ustvarjanje s peskom na temo Triglavski narodni park. Jaz sem se odločila, sem kar 3 slike naredila zdaj v 2 dnevih in tako, no, sem uporabila ajdovsko deklico, sem narisala, potem druga tema je bila ena slika, ena skala s planikami, šopkom planik in potem pa še eno z nekimi, recimo jesenskim pogledom na Macesne in v ozadju hrib. Sem kar zadovoljna s svojim delom. Likovna dela, ki so jih slepi in slabovidni umetniki izdelali na likovni delavnici v Trenti, so sedaj razstavljena v zeleni hiši v Kobaridu. Tam bodo na ogled do 19. julija. Nato pa se bo razstava selila v Oglej in še v nekatere druge kraje. O tem vas bomo sproti obveščali, zdaj pa torej vabljeni v zeleno hišo v Kobarid, kjer si razstavo del slepih in slabovidnih umetnikov lahko ogledate do 19. julija. V novi številki revije Rikos, poljudno-znanstvene revije s področja ljudi z okvaro vida, preberite. Tokratno številko revije Rikos začenjamo s prispevkom o svečani otvoritvi plošče na stavbi, kjer je od leta 1919 deloval prvi zavod za slepe v Ljubljani. Članek obravnava zgodovino in razvoj Zavoda za slepe v Ljubljani, opisuje premeščanje zavoda iz Ljubljane v Kočevje in nazaj ter ustanovitev centra Iris. Poudarja izzive pri integraciji slepih in slabovidnih otrok v redne šole, pomanjkanje specialnih strokovnjakov, tiflopedagogov in trenutne težave izobraževalnega sistema za slepe in slabovidne otroke. V avtoportretu predstavljamo zanimivo življenjsko zgodbo Valterja Čučkoviča, vse od zgodnjih zavodskih izkušenj do šolanja v Beogradu in poklicne kariere v Mariboru. Kljub slepoti sledi strastem do literature in športa, piše poezijo in aforizme, načrtuje izdajo novih zbirk in nadaljevanje športnih dejavnosti. Zahvaljuje se svoji partnerki za podporo v ustvarjalnem in vsakdanjem življenju. V drugem delu popotniških utrinkov iz Helsinkov in Talina bomo spoznali znamenitosti, zanimiva opažanja in avtoričina doživljanja potovanja. Osredinja se na obisk estonske prestolnice in vrnitev domov, opisuje svoje izkušnje z mobilnimi aplikacijami za boljšo mobilnost. Vključuje različne oblike prevoza, kot so letalo, trajekt in javni prevoz, ter razkriva težave pri letalski družbi zaradi psa vodnika. Poleg tega deli vtise o finski prestolnici in možnosti zaposlovanja oseb z izgubo vida na Finskem.
Ne prezrite članka iz serije prispevkov o vrstah zvočnih opisov in zvočnih podnapisov. Članek obravnava zvočne opise, audiodeskripcije in njihovo pomembnost za osebe z okvaro vida, ki omogočajo dostop do vizualnih elementov umetniških in kulturnih vsebin. Opisuje različne tehnike zvočnega opisovanja, ki slepim in slabovidnim osebam omogočajo primerljivo izkušnjo z videčimi. Članek obravnava tudi zvočne podnapise, ki s pomočjo govorne sinteze omogočajo spremljanje tujejezičnih vsebin na televiziji. Rubrika Invalidsko varstvo v tokratni številki revije prinaša informacijo o možnosti vlaganja e-vloge za uveljavljanje pravice do tehničnih pripomočkov po zakonu o izenačevanju možnosti invalidov. Doslej smo pisne vloge oddajali osebno na upravni enoti ali po pošti, lahko pa tudi z elektronsko podpisanim Word dokumentom po e-pošti. Od 17. aprila 2024 dalje pa je omogočeno oddajanje elektronskih vlog, kar zelo poenostavi postopek. Možno je tudi naročilo na obveščanje o statusu reševanja vloge. Na oglasni deski predstavljamo novosti in izboljšave pripomočkov za slepe in slabovidne sejma Sight City. Članek opisuje obisk sejma v Frankfurtu, kjer avtor izpostavi glavne novosti, pametna očala s funkcijo prepoznavanja obrazov in predmetov, nove modele Braillevih vrstic, inovativne aplikacije za pametne telefone, napredne navigacijske sisteme, elektronske lupe in druge inovacije. Med njimi so tudi pametni pripomočki za gospodinjstvo in naprave za spremljanje zdravja, ki izboljšujejo kakovost življenja slepih in slabovidnih oseb. Nova rubrika Novičke z področja tehničnih pripomočkov predstavlja novosti iz Zveze društev slepih in slabovidnih, vključno s testiranjem pametnih očal za zaznavanje prostora z zvočnimi signali, novo elektronsko lupo, dostopne pametne telefone, vizualno in taktilno prilagojeno merilno posodo ter nove modele predvajalnikov zvočnih zapisov z DAB+ in Bluetooth povezavo. Omenjeni so tudi hibridni telefon s touch zaslonom in tipkovnico ter posodobljen telefon z aplikacijami za branje tekstov. V rubriki Več samostojnosti s pomočjo pametnega telefona tokrat osvetljujemo, kako deluje aplikacija ChatGPT za telefon. Članek opisuje delo s prvo različico aplikacije umetne inteligence ChatGPT 3.5, ki je brezplačna in pomaga pri delu ter vsakodnevnih opravilih. Pregledali bomo možne nastavitve in omenili plačljivo različico 4.0. Aplikacija je dostopna tudi za uporabnike VoiceOver v iOS sistemu, torej za ljudi z okvaro vida. Hitri pregled mednarodnih novic v obliki naslovov, potrditev Evropske kartice ugodnosti za invalide in Evropske parkirne kartice, Madridska deklaracija, EBU sporočilo za javnost ob prihajajočih evropskih volitvah 2024, smernice za zaposlovanje invalidov na EU ravni, La Huple deklaracija. Članek v rubriki Namigi in nasveti ponuja praktične korake za hitro odzivanje ob izgubi ali kraji telefona, vključno z varnostnimi ukrepi in postopki za povrnitev podatkov. Prav tako nudi navodila za uporabo funkcij nadnapisanega in podpisanega besedila v programu Word, kar je uporabno za boljše urejanje dokumentov. Vabimo vas, da obiščete in všečkate našo Rikos Facebook stran in s tem pomagate širiti novice in povezati v mrežo uporabnike, prostovoljce, sorodnike, strokovnjake različnih služb in podjetij, ki jih v širšem smislu zanima tematika ljudi z okvarami vida. Revija Rikos je dostopna na spletni strani Zveze slepih, kjer se lahko tudi naročite na brezplačen izvod v elektronski ali zvočni obliki. V knjižnici slepih in slabovidnih Minke Skaberne na Kotnikovi ulici 32 v Ljubljani je na ogled edinstvena inkluzivna fotografska razstava Nevidni svet. Ogledati si jo je moč še do 20. avgusta, od ponedeljka do petka med 9. in 14. uro. Razstava predstavlja serijo fotografij svetovno priznanih fotografov, med drugim slovenskega športnega fotografa in ambasadorja podjetja Canon Sama Vidica.
Fotografije spremljajo reliefni natisi, zvočni opisi in vsebinski opisi v Braillevi pisavi, kar slepim in slabovidnim obiskovalcem omogoča, da se lahko seznanijo s fotografijami in zgodbami, ki jih te pripovedujejo. Tudi videči obiskovalci lahko razstavo doživljajo na edinstven način, saj se lahko ob pomoči simulacijskih očal seznanijo z različnimi okvarami vida, od glavkoma do diabetične retinopatije, sive mrene in drugih. To jim pomaga razumeti izzive, s katerimi se soočajo ljudje z okvaro vida in hkrati dvigne ozaveščenost o pomenu dostopnosti v umetniških in kulturnih prostorih. Razstava Nevidni svet je nastala v sodelovanju s podjetjem Canon Adria in je del širšega prizadevanja Zveze za spodbujanje dostopa slepih in slabovidnih ljudi do kulture in umetnosti. Tradicionalni zahvalni dan slepih in slabovidnih bo letos potekal 31. avgusta v Domu duhovnosti Kančevci. Tokrat bo ekumensko obarvan, saj v Prekmurju živi tudi nekaj slepih in slabovidnih evangeličanske veroizpovedi. Sveto mašo in ekumensko bogoslužje bosta vodila katoliški duhovnik Lojze Kozar in evangeličanski duhovnik Mitja Andrejak. Temu pa bo sledilo predavanje o božjem služabniku Alojziju Kozarju, ki ga bo predstavil njegov nečak, duhovnik Lojze Kozar. Zaradi lažje organizacije so potrebne predhodne prijave, zbirajo jih v klicnem centru Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. To je vse, kar smo vam pripravili za nocoj, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci. Že zdaj pa vabljeni k poslušanju naše avgustovske oddaje. 11. avgusta bo na sporedu. Takrat bo naš gost trikratni doktor, državljan Evropske unije, častni član skupščine Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, ambasador slepih in slabovidnih, pisatelj, predavatelj, konceptualni umetnik in še mnogo več. Eugen Bavčar. Bodite takrat z nami tudi vi. Za danes pa je bilo to vse. Lepo vas pozdravljava tehnik Marko in voditeljica Sonja. Lepo se imejte. Lahko noč. Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih. Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.